Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v zadnjem podcastu Vroča tema v letu 2025. Naš nocojšnji sogovornik je pisatelj, raziskovalec dokumentov nekdanje tajne službe, sicer pa dober poznavalec slovenske politične zgodovine, gospod Igor Omerza. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Tudi avtor 6 knjig, če smo natančni, ta hip še 5, in sicer iz serije Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. 12. januarja pa bo na Gospodarskem razstavišču v dvorani Urška, če se ne motim, o 5 popoldne. 17, ja. Tako, ja, predstavil novo knjigo z naslovom Janez Janša Kaplar. Predtem pa je že izšel, oziroma je že na trg poslal kar nekaj zanimivih del, in sicer Ciril Žebot, Peter, Igor Bavčar, Deviacija, France Bučar, Tikveš, Jože Pučnik, psevdomarksist in Franc Jeza, separatist. Ker ste raziskovalec arhivov Udbe, me najprej zanima, kako so nastali naslovi vseh teh knjig, ki so že izdane, in zdaj tudi Janez Janša, nova knjiga vaša, Kaplar. Kaj so te oznake, ste to poljubno poimenovali, a to izhaja iz arhivov? No, prvo, jaz sem poleg teh velikanov napisal še ogromno drugih knjig v Udbi, kjer tudi nastopajo kodna imena. Vse to, kar ste povedali zdaj za priimkom in pravim imenom priimkom, kar sledi, je kodno ime. Po temi imeni je Udba zalezovala te ljudi, ki jih tukaj omenjate, oziroma v katerih sem jaz napisal knjige. Se pravi, jaz sem se odločil, da napišem neko serijo, kjer bom poskušal tiste, ki jih jaz smatram za velikane slovenske osamosvojitve, ne samo tiste, ki so operativno sodelovali, ampak tudi tiste, ki so idejno razmišljali slovenski ali pa propagirali slovensko osamosvojitev, da bom naredil neko serijo, če bom imel dovolj dokumentov za posameznike, ki jih smatram za velikane slovenske osamosvojitve, in sem doslej pač napisal 6 knjig o tem, ki ste jih že omenil. Zdaj aprila prihaja še, je že zlektorirana, se pravi, da bo kmalu tudi postavljena in kmalu dana v tisk. 7. aprila bo 80-letnici Dimitrija Rupla prihaja še knjiga Dimitrij Rupel, Pomišljaj negativ, se pravi spet kodno ime, ki mu ga je dala Udba. Ampak ta kodna imena niso nek slučaj, negativa zakaj? Verjetno zato, ker je bil negativen za sistem, v katerem smo propadli, socialistični sistem, v katerem smo živeli od leta 45 do leta 90. Pučnik, psevdomarksist. Psevdomarksist, on je bil pa, primer Pučnika zanimiv, on je bil v bistvu marksist, zelo zagret, in potem seveda so ga pa, ker je pa zahteval neko demokratično družbo, ker bo lahko govoril vsak človek, kar bo hotel, so ga zaradi njegovih pisnih izdelkov so ga pač zaprli, celo so mu dali pa ime v skupini psevdomarksistov, se pravi tisti, ki so nekako napol marksisti ali nepravi marksisti, bi se temu reklo, za njihovo pojmovanje režima, kako ne bi izgledal marksizem. Vaša knjiga Janez Janša Kaplar, odkot pa izhaja po vaše to poimenovanje Janeza Janše? Po moje zato, ker je pač on že zelo zgodaj izstopal z svojim razumevanjem na drugačen način, kot je bilo uradno vojaškega vprašanja. On je študiral ljudsko obrambo in potem je pa zanimivo celo šel v vode mirovništva in zagovarjanja civilnega služenja vojaškega roka. Se pravi, smatral se za nek ekspert za vojaške vprašanje, verjetno zaradi tega so mu Udbovci dali ime Kaplar, ker je neko ime za neko nižji častniški naziv, mislim, da celo v Avstro-Ogrski vojski. Ja, pišete, pravite o ljudeh, za kateri menite, da so legende slovenske osamosvojitve, pomladniki. Ste ta imena izbrali po posvetovanju s kom? Je to vaše razmišljanje? Bi uvrstili še koga med osamosvojitelje, oziroma koliko knjig bi še lahko temu sledilo, kar ste do zdaj napisali, torej 6. knjiga izhaja? Ja, jaz sem to sam definiral, te ljudi, ki jih smatram za velikane. Recimo, pomoč so bili nekatere knjige, kot je knjiga Samo slovenstvo, recimo zgodovina Staneta Grande, pa tudi bral sem seveda knjige od Cirila Žebota, bral sem tudi
kaj je pisal potem pozneje v Novi reviji Jože Pučnik pa Dimitrij Rupel. Potem seveda imamo pa operativne osamosvojitelje, ne. Eni so bili idejni in operativni, ne. Potem imamo pa izrazite operativne osamosvojitelje, kot sta Janez Janša in pa Igor Bavčar. Nekateri pa oboje, ne? Nekateri pa oboje. Že preden je postal recimo Janša obrambni ali pa Bavčar notranji minister, sta ona že začela se približevati demokratizaciji in posledično osamosvojitvi Slovenije. Sej Bavčar, ko še ni bil notranji minister, v nekem članku piše napačno, ne, da je stvar Slovenije stvar generacij, ampak se je še zgodila v tisti generaciji, na srečo, ne, da smo bili prisotni pri tem čudežu, da tako rečem, zgodovine. Na podlagi vaših raziskovanj, kaj ugotavljate, kdaj je jugoslovanska tajna služba začela prepoznavati ljudi, ki so nevarni režimu, sistemu, ki bi lahko približali Slovenijo osamosvojitvi, ne? Spremljati so jih začeli mnogo let pred osamosvojitvijo. Torej so čutili, kam bi zadeva lahko peljala že mnogo let pred osamosvojitvijo. Jugoslovanska tajna služba je sestavljena iz republiških tajnih služb, ponaredila UDBE, ne? In še dve pokrajinski udbici sta bile, se pravi v Vojvodini, Kosovo. Slovenska je spremljala slovenske tiste osamosvojitelje, ki jih je locirala kot osamosvojitelje, in pa seveda tudi spremljala tiste, ki so emigrante, ki so v tem, ne samo, ki so razmišljali o osamosvojitvi, tudi ki so razmišljali o demokratizaciji. In ko so oni nekoga locirali, da gre po tej poti, seveda so ga začeli zelo pazljivo spremljati. Recimo Franc Miklavčič je zaradi tega tudi končal v zaporu, ker so našli pri njemu dnevnike, leta 1976 so našli pri njemu dnevnike, Francu Miklavčiču, privesek so mu dali kodno ime, kjer je opisoval zelo natančno, kako si predstavlja samostojno Slovenijo. Se pravi, zaradi dnevnikov je bil obsojen, ne. To še celo v nacistični Nemčiji Gestapo ni mogel dnevnik dati na sodišče kot dokazni material. Dnevnik je stvar, ki mora biti to širjeno, če hočeš, da ti nekoga obtožiš. Se pravi, ti ga obtožiš za njegovo misel celo, če piše v dnevnik, ne? Če tega ne širi. Ne? Tako da je to en tak unikat, bi rekel, da je slovensko sodstvo zaradi tega obsodilo Franca Miklavčiča, ker so našli udbaši njegov privatni dnevnik, ki ga nikomu ni kazal, v katerem opisuje, kako bi izgledala samostojna Slovenija. Prvi tajni dokument UDBE, v katerem je omenjeno ime Janeza Janše, pa je datiran v leto 1983 že. Zakaj? Takrat se je začela, Janša je bil takrat poklicni član predsedstva Slovenske mladine in je bil zadolžen za vojaška vprašanja. In je bil zadolžen, da pripravi problemsko konferenco mladine o splošni, takrat se je reklo, splošni ljudski odpor in družbena samozaščita. In je pripravil neke materijale, ki so dvignili pokrov tako režimu kot slovenskemu režimu, pa tudi vojski, ne, kot zvezni instituciji. In so zahtevali, da se te stvari popravijo in se potem to... A govorijo o teh famoznih idejah modernizacije, demokratizacije? V bistvu nekem drugem pristopu do vojske, ne, bolj kot neka ljudska vojska, ne kot neka profesionalno oborožena sila, ne. Sicer oni so v tem videli neko nevarnost, predvsem vojska za svoj status, in so ostro temu nasprotovali. Temu je sledila slovenska politika, ki se je sestalo vodstvo nekega komiteja za SLO, ki je bila zelo močna politična institucija, se je vodil predsednik Zveze komunistov Andrej Marinc, in oni so zahtevali popravke. In potem so jih popravljali in v končni fazi so to popravili tako, da je bil režim zadovoljen, ampak Janša je dobil pa neko strašno črno piko in takrat ga začnejo spremljati udbaši. In potem je bil kmalu zatem tudi izključen, praktično izločen iz politike, ne? Ja, ne vem točno zdaj, UDBA ne piše o tej njegovi izključitvi iz partije, pač pa je jasno, da je bil leta 1984, konec leta, je bil izločen iz predsedstva, se pravi, izgubil službo v vrhu mladine in je šel na cesto, ne, takrat. Nekdo, ki je raziskoval tudi zgodovino Janeza Janše, ne, kako gledate na očitke, ki jih še danes v bistvu uporablja političen pol, levi politični pol za diskreditacijo Janeza Janše, ki je še danes pač osrednja figura slovenske desnice, in sicer,
da gre pravzaprav za preoblečenega komunista, ki je nekoč bil trdno na liniji Romov jajce, skratka, s tem ga poskušajo še danes diskreditirati. Mladinec ne je bil tam v jajcu, ne, ampak jaz poznam Janšo, mislim, da tam od leta 82-83, ne, in moram reči, da odkar ga poznam, je bil kritičen do režima, v katerem smo živeli, ne. In je zato bil recimo že vržen, da tako rečem, na cesto, potem je bil celo vojska ga je dvakrat preganjala, enkrat je celo uspelo zapreti, tako da je zdaj to malo na majavih nogah, ne, očitati mu neko, da je to preoblečen komunist, ker je že v času režima, ne, zelo oster bil do nedemokratičnega režima. In če si želel biti politično aktiven v tistih časih, na začetku 80-ih, drugače ni šlo, ne? Verjetno kot mladin stopil, kot če jaz razumem, zelo mlad stopil v Zvezo komunistov. Mi smo imeli takrat oprane možgane, nismo poznali niti zgodovine, nismo poznali niti zločinov ali pa revolucije med vojno, komunistične, pa predvsem pa teh povojnih zadev, stalinizma, povojnih umorov, montiranih procesov, tega mi nismo vedeli. Ja, verjetno ni problem. Celo njegov oče je bil žrtev tega, pa mu tega ni povedal, recimo. To je vladala neka potem zarota molka, ne samo navzven, tudi znotraj družin, ker niso hoteli starši, da obremenjujejo svoje otroke s tem, ali da jih onemogočajo v njihovem razvoju. Če bi oni to vedeli, bi verjetno se drugače obnašali do režima, ne. O izpovedi svojega očeta je Janša sicer potem kasneje, ne, večkrat javno spregovoril. Ja, zdaj v neki oddaji sem gledal na Planet TV, je zelo podrobno to tudi preganjen že pred tistim, ko je bil vržen tisto jamo, ampak tudi spomnim se tudi zapisa na Facebooku na začetku tretje vlade Janeza Janše, ne v času covida, ampak če se vrnemo k tem, neverjetno ni toliko težava, če so mladinci verjeli v tiste ideje iz začetka 80-ih let, kot pa če še danes verjameš v takšne ideje, ne? No, gotovo, ne, mi smo naredili nek razvoj, ne, drugače gledamo zdaj na tisto življenje, takrat, ko smo ga živeli, smo bili indoktrinirani na nek način, ne. Malo stvari smo vedeli, ne. Če bi jaz takrat vedel, kaj se je dogajalo po vojni, recimo, predvsem te povojni množični umori, bi verjetno se že prej radikaliziral proti tistemu režimu. Pravite vsi ti ljudje, Igor Bavčar, France Bučar, Jože Pučnik, Janez Janša, ne, spremljali so jih. Kdo so bili ljudje, ki so jih spremljali? Bile so različne metode. Eno so bili direktno zasledovalci, ki so sledili ljudem, kam so hodili. Potem so bili najpomembnejši sodelavci, ki so bili vtkani v družbo, kjer so se te ljudje gibali in so poročali, kaj se dogaja, ne. Recimo okoli Janeza Janše je bil zelo aktiven Janez Juvan, tako kodno ime Janičar, ne, se pravi sodelavec Udbe, ne. Bilo jih je verjetno še veliko več. Problem je v tem, da jaz določena kodna imena preberem, pa ne vem, kdo stoji za njimi. Moraš imeti kar nekaj dokumentacije, da lahko ugotoviš, kdo stoji za kodnim imenom, ker Udba uporablja kodna imena. Zakaj? Zato, ker če bi prišlo do vdora v dokumentacijo, da se ne ve, kdo so ta kodna imena, ne. Kako pa je nekdo sploh postal sodelavec Udbe? Na več načinov. Ali so ga izsilili, recimo, ali je bil homoseksualec, pa so ga na ta način dobili, ali so vedeli za kakšne njegove kriminalne dejanja, pa so ga dobili. Predvsem so jo ogromno dobili v zaporu. So jim dobili boljši tretma, skrajšane kazni ali celo izpustitve iz zapora. Ogromno so jih dobili v zaporih. Potem eni so bili idejno na tej breku, so verjeli v to idejo in da branijo s tem režim, dober režim, ne, da grejo med sodelavce. Potem so bili pa tudi plačani, ne, predvsem zunani sodelavci ali pa tujci, ki so delali za Udbo, so bili večinoma plačani. Pa tudi v Slovenci, recimo pisatelj Jože Javoršek, kodno ime Piete, je zalezoval Kozbeka, Pahorja, vso to kulturno sfero, je ogromno, dolga poročila pisal in je bil plačan za to. Ampak tukaj govoriva o obveščevalcih, ne pa recimo o likvidatorjih zloglasnikih. Ne, tle govorimo o sodelavcih, ne, to niso obveščevalci. Obveščevalci so tisti, ki branijo državo, sodelavci so pa tisti, ki branijo režim. Tajna politična policija ni obveščevalna služba, ampak je služba, ki brani režim. Mi imamo danes obveščevalne službe v demokratičnem svetu, ki branijo pa ustavno ureditev proti nasilni združitvi, terorizmu in tako naprej, ne. Udba ni bila. Udba je bila zasebna tajna politična policija peščice komunističnih voditeljev, ki so branili njihovo večno, v narekovaju večno oblast. Večkrat ste
skozi svoje raziskovanje opozorili, da je bila sodelavka Udbe tudi zdajšnja slovenska evropska komisarka Marta Kos. Ona je to medijem večkrat javno zanikala. Vedno, ne samo večkrat. Vedno, in večkrat. Ja, vedno in večkrat, ampak dejstva so pač taka, da imajo na šifro registriranega vira v tem Udbanetu, ki je zdaj uradni dokument, centralna besedna evidenca, kot se uradno reče, uradni dokument v arhivu Slovenije. Poleg tega je pa Požareport objavil pričevanje nekoga, da je na njihov naslov prihajala njena poročila, ko je bila v Nemčiji. Ne. In potem, ko je recimo bila na zaslišanju v Sloveniji za svojo funkcijo komisarke, jo je Mahnič Džan vprašal, ali pozna Stojana Celina, ki je njo imel na povezavi, kot sledi iz tega zapisa na Požareportu, in ona na to vprašanje sploh ni odgovorila. Ampak ne, zdaj rekli vam bodo kritiki, ne? Tudi Lojze Peterle je na seznamu Udbe, kot sodelavec. On je na seznamu kot občasni vir. To pa pomeni, da je bil neregistriran vir. To pa neregistrirani viri, to pa jaz pišem v svoji knjigi zelo natančno, Temna in svetla stran dela. Neregistriran vir pa ni nujno vedel, da je sploh delal za Udbo. Tebe so recimo poklicali zaradi pasoša na upravno enoto in te je zaslišal Udbos. In je potem poročal, kaj si ti govoril. Imaš pa neregistrirane vire, ki vem, da so poročali. Recimo Mitja Gorjup je dal Udbi, da je pregledal vse pisalne stroje vseh novinarjev v Črni vdovi, se pravi v stolpnici Dela. On je bil neregistriran vir, ampak je bil zame kapitalni uvaduh. Potem imam pa ljudi, neregistrirane vire, novinarje, ki so se upirali, jaz vidim z dokumenti, upirali, da poročajo Udbi, pa so bili registrirani kot neregistrirani viri. Torej obstaja možnost, da se je nekdo znašel na seznamu kot sodelavec, čeprav o tem ni imel pojma? Ne. Če si imel šifro registrirana vira ali sodelavca, potem si vedel za to, si imel kodno ime in si vedel, da delaš za Udbo. Tako je v primeru Marte Kos. Ja, to je primer. Če si pa neregistriran sodelavec, pa ni nujno, da si vedel. Moraš pa iz dokumentacije videti, ali je ta človek vedel, da dela za Udbo, ali ni vedel, da dela za Udbo. In jaz dajem primere v svojih knjigah za neregistrirane sodelavce, ki niso vedeli, da so delali za Udbo, ali pa so celo nasprotovali temu, da bi delali za Udbo, pa imamo neregistrirane vire, ki so pa vedeli in so bili še kako vpeti v to, da so poročali Udbi. Kljub temu, da imate papirje, ne? Je marsikdo še vedno prepričan, da razlagate pravljice, da pač ni bilo tako? Ja, jaz pač sem objavil že skoraj 30 knjig, ali pa, ne vem, enkrat moram prešteti, ampak sem že nekaj proti 30-ki. In vse moje knjige temeljijo na dokumentih. Vse, kar napišem, jaz sem vezan, moja zgodba, ko pišem, to so politični trilerji. Ampak to niso izmišljeni politični trilerji, ampak to so trilerji na osnovi dokumentacije. Ampak jaz sem povem, da življenje piše take zgodbe, ki si jih težko včasih zmisli tudi najbolj bujna pisateljska fantazija. Ampak kako ste pa prišli do teh dokumentov? Arhiv je od leta 2006 na pobudo Janševe vlade, predlog Janševe vlade je parlament sprejel, da se odprejo arhivi Udbe, partije, SSDL, Mladine in tako naprej, vseh teh družbeno-političnih organizacij. Takrat naprej je arhiv odprt in v parlamentu ni bilo veliko nasprotovanja. Potem, ko sem pa jaz napisal knjigo leta 2010 o Kozbeku in Udbi, se je pa začelo. So hoteli pa, rekel te strici z ozadja in spredja, so hoteli to zapreti. Ampak kaj ocenjujete, koliko papirjev je sploh ostalo nedotaknjenih v teh arhivih? Koliko jih je bilo uničeno? 10-20% jaz ocenjujem. Kaj pa vaše je bilo uničeno? Najbolj se uničena zadnja leta. Ampak sreča pa je to, da je Udba delala dokumentacijo v večjih kopijah. Namreč, kako je to potekalo? V zadnjem obdobju imeli smo 13 centrov službe državne varnosti v Sloveniji, po vseh večjih mestih. In ti so vsak dan poročali oddelkom Udbe v centrali v Ljubljani, v Slaviji. In ponovadi so šla dokumenti iz teh centrov na 3 naslove. Prvi oddelek notranji, drugi oddelek zunanji in analitski oddelek. In seveda ta dokumentacija se je potem zbirala v teh oddelkih, se je to analizirala in potem so delali to skrčene dokumente za politično vodstvo, vsak dan praktično. Ne. Veliko tega so pošiljali tudi v Beograd. Ne. In na tej osnovi se je to gradilo, ne, in
tako je nastajala ta bi rekel, informativna baza vseh teh podatkov, ki se je zbirala v Ljubljani. Pravite, da je bilo največ... Iz tega je potem seveda tako, oni so potem uničevali recimo prvi oddelek, ampak v drugem oddelku je pa nekaj tega ostalo, ne, ker je bilo v kopijah razposlano. Tako da verjetno iz tega razloga imamo neke stvari ohranjene. Se pravi 10-20% največ. Ne. Pravite, največ uničenega je bilo iz konca 80. Tako je, jasno. Zato, ker tista garnitura, ki je odhajala, ki je bila in tudi uspešno prešla v demokratično Slovenijo, se je preoblekla. Je hotela za sabo čim več pospraviti, tako reči. Govorijo tukaj o prvem predsedniku. Govorijo o Milanu Kučanu in njegovi ekipi, ne, ki je, in kdo je zaukazal Kučanov prijatelj Ivan Eržen, šef slovenske udbe, je marca zaukazal masovno uničenje leta 90. Tomaž Ertelj, notranji minister, je zaukazal po volitvah celo uničevanje arhiva, ne, sredi aprila. Uničevanje arhiva. Tako da imamo dokaze in jaz sem tudi najdel ogromno zapisnikov o uničevanju arhiva. Tudi o uničevanju arhiva Janeza Janše, Kaplarja. Ne, sem najdel 3 dokumente, kako so uničevali gradivo o njemu. Ne, in to objavljam tudi v knjigi. Ko govoriva o beograjskih arhivih, pa je do njih verjetno priti nekoliko težje. Če bi lahko prišli, kaj vse bi še lahko izvedeli? Nemogoče, zato ker pri nas je šel arhiv iz notranjega ministrstva v arhiv Slovenije. In ko se je to odprlo, se je odprlo. V arhivu nič ne skrivajo, ampak delajo po zakonu, ki jim nalaga, da morajo dati vse, kar je stvar udbe. Ne. V Beogradu so dali pa vso dokumentacijo v obveščevalno službo. V arhiv obveščevalne službe pa ne moreš priti. Ampak, recimo, ko sem jaz napisal knjigo o Jovanki Broz, če ne greš v Beograd, kaj boš pisal? Ona je živela v Beogradu, tam so jo spremljali. Ne? In ker je bilo zanjo zadolženo predsedstvo SFRJ, predvsem po Titovi smrti, pa so jo takrat zelo spremljali, ne? Ker je grozila z papir in tako naprej, da bo razrušila Jugoslavijo. In je pa predsedstvo dobivalo dokumentacijo od udbe. Predsedstvo je pa odprto. In predsedstvo imate vso dokumentacijo Jovanke, ki je pošiljala udba predsedstvu. Tako da lahko sem lahko napisal solidno dokumentirano knjigo o Jovanki Broz in udbi. Vi osebno mislite, da bomo o vsem tem, kar pa ne moramo izvedeti, ker so ti arhivi zaprti, nekdanje tajne službe, bomo o tem kdaj lahko izvedeli karkoli? Ko je Cererjeva vlada, Mira Cererja, zapirala kulturno poglavje približevanja Srbije Evropi, sem jaz zahteval večkrat in javno, da zahtevajo vso arhivsko dokumentacijo, ki je šla iz Ljubljane v Beograd, udbovsko, pa celotno dokumentacijo zvezne udbe, kot skupne službe vseh narodov na republik, ne, pokojne Jugoslavije, in arhiv Kosa Ljubljanske armade, ki je zaobsegal večinoma je to Slovenija, ne, da se to vrne, oziroma da se skenira, danes to ni ben problem, pa se da skeni originalov Sloveniji. Drugače, gospodje, ne bomo podpisali vaše pristopne, da ste to poglavje ne bomo odkljukali. To je bila zadnja možnost po vašem? Ne, še vedno jaz mislim, če prije neka vlada, ki bo temu naklonjena, Srbija še vedno s pol noge ali pa šele s četrt noge Evropske unije. Bolj slabo kaže trenutno. Dobro, ampak če bo hotela, bomo še vedno lahko to vprašanje odpremo in zahtevamo to dokumentacijo. In verjetno... In tam se bo najdela tudi Marta Kos. Bi bili presenečeni. Zakaj? Ko je ona šla v tujino, vsaka stvar, ki je šla v tujino, tudi službena pot, je mogla biti odobrena iz Beograda. Zakaj? Zato, ker je država pazila, na vrhu zvezna so ocenjevali, ali bi lahko kakšna stvar kompromitirala državo od zunaj. Ti se ne moreš s agenti sprehajati po drugih državah, ker če te odkrije, je to velika blamaža. Ne? Ampak Marta Kos je zdaj tista, ki je zadolžena za približevanje Srbije Evropski uniji. Ona je komisarka za... V redu, ampak slovenska vlada, če bo bolj naklonjena temu, kot je ta, ne, tem stvarem, bo to lahko zahtevala. To Marta Kos na to ne more vplivati. In tam se bo pa najdlo kako je bila ona poslana in pod kakšnim imenom kodnim in tako naprej v tujino. Pravite, v teh papirjih arhivih je veliko materijala za nove knjige.
Ja, upam, ker meni počasi manjkuje tle materijala. Ne. Gospod Omerza, če se vrnemo k knjigi Janez Janša Kaplar, pravite, prva obtožnica proti njemu je bila potem spisana že leta 1985. Govori o času pred afero JBTZ. Tako je. Če lahko razložite. Namreč, Janša je potem, s tem, ki so ga vrgli z Mladine, so mislili, da so ga znebili, so se zmotili. On je začel zdaj zelo... Govorijo iz Mladine, izpod Mladka. Iz zveze, iz vodstva Mladine leta 1984. Tako da ne bo konfuznosti, ker je delal tudi za Mladino časopis. Ja, iz zveze Mladine, iz predsedstva Mladine, s profesionalne funkcije so ga vrgli na cesto leta 1984, konc leta 1984. Potem je začel pa on pisati o vojski v Mladini. In leta 1985 je vojska objavila, vojska objavila, da bo maja bila velika parada. In to je seveda povzročilo tle ogorčenje, predvsem v teh, krogih okoli tednika Mladina. In je Mladina išla z eno številko parada, ker je Janša napisal 4 članke. Ne. In v enem izmed njih je razkril, da bo vojska skrajšala vojaški rok. To je bila pa vojaška skrivnost. On je to verjetno videl kot funkcionar, ki se je ukvarjal z vojaškimi vprašanji, verjetno to takrat, ko je bil v vodstvu Mladine, te dokumente imel in so ga obtožili izdaje vojne tajne. Ne? S tem, da se iz obtožnice tudi vidi, da so mu učitali druge članke, da so ga učitali njegov javni odnos, kritičen odnos do Jugoslovanske ljudske armade. In zaradi tega so začeli proti njemu preiskavo. Takrat se je pa zbudila vodstvo Mladine, Igor Bavčar je zahteval od predsedstva Mladine, Andrej Brvar je podprl, so sprejeli sklep, da protestirajo proti takmu obračunu z nekom, ki piše o vojski v javnosti. In Bojan Korzika, urednik tednika Mladine, to hotel objaviti, seveda to je Udba ugotovila in ga je klical opisujem, ker mi je to Bojan Korzika natančno povedal, opisujem ta dialog, ki se je vršil med javnim tožilcem Carjem in Bojanom Korziko, ker mu car grozi, ne, da ne tega ne objav. In potem prav Bojan Korzika po večjih razgovorih, ker to se je dogajalo, prvič ni objavil, pa je še enkrat šla cela zadeva, hotel objaviti. In potem je car rekel, da je obtožnica umaknjena, je rekel, Korzika, mi lahko to date pisno, in je rekel, ja, in je šel do tožilca in potem so tožilc napisal, oziroma tajnica, da je obtožnica umaknjena. Se pravi, da je ta pritisk povzročil umik obtožnice. Potem pa sem našel še zapis generala Kranjca, ki je bil takrat šef Kosa Ljubljanske armade, ki je bil zraven, ko je Andrej Marin, šef slovenskih komunistov, klical generala Višnjiča, šefa oziroma poveljnika 9. armade, Ljubljanske armade, in ga prosil, da umakne obtožnico proti Janši, ker je sigurno bila posledica teh pritiskov mladinske organizacije in pa tednika Mladine. Ja, ne, sej v vaši knjigi o tem pišete, da je bil to pravzaprav... objavljen dokument, kako so odstopali od... Da je bil to pravzaprav prvi primer, ko je nek političen organ napadal armado. Še nikoli v zgodovini te socialistične Jugoslavije ni noben uradni politični organ napadal Jugoslovanske ljudske armade. To je bilo neverjetno dejanje takrat. Spregovoriva o mirovništvu, za katerega se je zavzemal Janez Janša, tudi to je šlo v nos Udbi. Seveda, ker je vojska je pa zelo preganjala te, ki niso hoteli prijeti za orožje. In jih je obsojala na 3 leta, pa je prišel ven, pa spet na 3 leta, pa spet na 3 leta, ko se je to ponavljalo. In seveda ta mirovniška skupina znotraj ZSMS, se pravi mladinske organizacije, Janša je tle sodeloval, je protestirala proti temu. Ne? In Janša se tle postavlja kot in ta skupina okoli še Marka Hrena in drugih mirovnikov, zahtevajo, da se to prekine s to prakso kaznovanja teh ljudi, ki nočejo prejeti za orožje. To je nek demokratičen pristop do tega vprašanja in to seveda Udba spremlja in poroča vodstvu političnemu o tem delovanju te mirovne skupine, v kateri pomembno vlogo je igral tudi Janez Janša. Ja, vi pišete v knjigi, da je Janez Janša imel predavanje v Mariboru na temo civilnega služenja vojaškega roka, pa so ga potem posneli. To je bilo posneto in bilo potem na 5 straneh potem poslano iz mariborske Udbe, ki je to spremljala, ker je v Mariboru predavanje, je bilo to poslano v Ljubljano. Jaz objavljam tudi faksimile tega dokumenta v knjigi, zelo zanimivo. In kakšne so bile
takrat posledice po tem dejanju? Ja, posledice so bile šele potem leta 1988 pravzaprav, ne. Janša je kravžal živce neprestano vojski, ne. Potem sta z Bavčarjem izdala še ta dnevnik in spomine Staneta Kavčiča. In Janša je bil en največjih trnov v peti vojske in seveda s tem tudi našega slovenskega političnega vodstva. Janša je ves čas ostajal sodelavec Mladine. Kako je bila Mladina v tistem času trn v peti udbi in zakaj je niso preprosto utišali? Zato, ker bi bilo to izjemno negativno vplivalo tudi mednarodno, ne, če bi mladinski časopis, uradni časopis Zveze socialistične mladine, se pravi uradne družbeno-politične organizacije, če bi rekel takrat prepovedali. To niso bili več časi perspektivne, leta 60. leta je bilo že malo bolj mehko obdobje. Jugoslavija se je že skušala odpirati proti svetu, ne, bila je že Helsinška konferenca o človekovih pravicah, tako da ni bilo več možno tako na silo delovati, kot je se delalo leta nazaj. Vemo, da je bila že solidarnost, ne, v Evropi. Poljskem, ja. Se je že začel rušiti ta, rekel, hegemon vzhodnega socializma, v katerega spadala tudi kljub temu, da je šla stran od Stalina, še vedno Jugoslavija je bila na ideološkem področju še vedno ne socialistična dežela. Tako da to se je rahljalo in prepovedati ali pa oni so raje Mladino sprot prepovedovali ali pa cenzurirali, ne, ker so imeli svoje ljudi v tiskarni in so pač to kontrolirali tako, ampak še vedno je Mladina objavljala določene članke, recimo predvsem proti vrhu vojske, ki so bili grozljivi za tiste čase in vojski se je mešalo, no, se je Dolan spravil v nekem svojem poročanju slovenskim komunistom, da se tam oficirji da se prime za pištolo, ko se govori o Mladini. Ne. 107. stran vaše knjige, ne? Pravite, zastavnik Ivan Borštner v komandi 9. ljubljanske armade na Metelkovi prebere tajni vojaški ukaz, vpiše ga pod evidenco številka 2, v njem pa je prepoznana pravzaprav velika nevarnost za slovenski narod. Gre za pripravo za zavarovanje aktivnosti, ki so bile sestavni del načrtovane represije in dokaz, da se je armada začela resno pripravljati na obračun z opozicijo. Ne? To so Borštnerjeve besede z njegove knjige, kako je on videl ta dokument. Ja. Zdaj, tukaj govorimo o vojaškem ukazu, do katerega je Mladina prišla. Ja, ker je Borštner, ko je to videl, je mislil, da mora to sporočiti slovenskemu političnemu vodstvu celo. Potem ni imel nobenih povezav, potem rekel, bom šel do novinarjev, bojo oni pokazali to nevarnost slovenskemu političnemu vodstvu, čeprav to je bilo malo naivno, ne? To, da je slovenskemu političnemu vodstvu, ki je bilo takrat še vedno zelo tesno povezano z zvezdnim vodstvom. Govorimo o letu 88, ne? To je še pred odhodom z kongresa. Ja, seveda, takrat se je še skušali rešiti ta medsebojne nasprotja, ki so bila že zelo močna med posameznimi republikami. In Borštner se odloči, da to fotokopira in odnese ven z vojašnice, je pa odrezal prvo stran, pa zadnjo stran sploh ni dal, da se ni videl, od kje je šlo, kdo je ta prejemnik, da je to vojaška tajna, čeprav seveda iz same, da je bil to vojaški dokument, je jasno, da je šlo za vojaško tajno. In potem je to prinesel na Mladino. Poznal je Tasića že odprej, Davida Tasića, je prinesel na Mladino, bil celo v uniformi, ne, in je prinesel na Mladino, potem Tasić je ti zbral, ni naš razumel, ker so neke vojaške oznake, tudi notri, Tasić sploh ni nikoli služil vojske, ne, poklical Zavrla je ti zbral, potem so še Boterja poklicali, se pravi glavnega urednika in so ti premetavali in potem je v končni fazi to Zavrl vzel, ne, in imel pri sebi. In potem, ko je pa začela vojska napadati Mladino, ker so oni napadli Mamole za te neke vile, ki so mu jo gradili v Opatiji, oziroma rekonstruirali, je pa poklical Janšo na Mikrorado. To vemo iz tega, ker je Miran Fruman, Udbo je se enkrat to povedal,
čez 10 let v mladini, da so v telefonskem razgovoru slišali, kako je Zavrl klical Janšo na Mikroado, družbeno podjetje Mikroado, ker sem bil jaz direktor, Janša moj namestnik, to je bilo na Cankarjevi, bila ta Mikroada, in rekel, da bo prinesel nek vojaški dokument. Pa tudi v bližini Janše piše Udba, so imeli svojega sodelavca, ki tudi pove, da ima Janša nek vojaški dokument, ni pa točno vedel, kaj noter piše. No in potem je Zavrl dejansko prišel na Mikroado, v sobi smo bili 3 delovni sobi tam Mikroade, jaz, Janša pa Zavrl, in smo to gledali. In mi, da smo predvsem gledala Janšo, ki je bil za nas vojaški ekspert, kaj bo rekel. In Janša je rekel, to zna biti zanimivo, malo smo se pa bali, da je to provokacija, ne? Ker je pač nekdo v uniformi prinesel. Ne? In je to predal svoje delovne mize. In tako je to ležalo tam, dokler ni prišla to so potem udbovci, ki so vedeli, da je Zavrl nekaj prinesel Janši, ki so imeli sodelavca, ki je rekel, da ima Janša nek vojaški dokument, so šli v tajno preiskavo 27. aprila 1980. Ta dokument najdel v Janševi pisalni mizi in potem se je stvar začela vrteti. Ne? In potem je bila javna preiskava 31. maja, tam so ga jasno našli, ker so ga že v tajnih preiskavah našli, in potem so Janšo aretirali, mene so razliševali, Janšo so odpeljali, aretirali, mene so spustili in začela se je afera JBTZ. Zakaj je ta dokument ostal v predalu? Takrat še niste čutili potenciala, da bi to šlo takoj ven v javnost skozi Mladino? Je bil kakšen drug razlog? Je bilo treba to bolje preučiti? Se niste zavedali pomembnosti dokumenta? Konec koncev ste bili nekoliko naivni, pa si niste obetali, kam bi to lahko peljalo, torej v prihod? No, seveda, javna objava dokumenta vojaškega, če je tajna, je to, tako je rekel, iz prve kaznivo dejanje. Ne? Drugo, mi nismo točno, jaz sicer nisem ekspert za vojaško vprašanje, ampak mi nismo vedeli, to je bil pohabljen dokument, nismo vedeli, kdo je napisal, kam je poslan. Ne? In Janša je pač to spravil verjetno, da bi, če bi bilo potrebno kdaj uporabiti kakšni polemik ali ne vem čem. Ne? Imeli smo tudi scenogram Kučana v Beogradu, ki je bil tudi tajna, ne? Pa ga nismo smeli objaviti. Je pa Vlado Miheljak napisal članek, Noč dolgih nožev, in je Udba seveda zahtevala, da se ta članek umakne, ker noter je Miheljak uporabil stavke iz tega tajnega magnetograma. Skratka, to je bila neka razmišljanje, dokje lahko gremo, da nas ne bojo, cenzurirali ali pa celo še kaj hujšega, onemogočili v našem delovanju. Ne. Vi pravite, da so udbaši iz Ljubljane prišli v Mikroado 4-krat, ne? Da so že prvič našli dokument, pa so se vračali. Zakaj? Vračali se zato, ker so potem še zvedeli, da smo mi nastavili, da smo mi antiprislušne sredstva, mi smo kupili v tujini neka antiprislušna sredstva, da smo videli, ali nam prisluškujejo v naših prostorih. So šli to gledati. Potem še zadnjo noč, preden so naredili javno preiskavo, so šli še enkrat noter, da so pogledali, če je dokument še tam, da bi ne bi zastonj prišli na javno preiskavo. Mi, da ste, ker je bila Janša v Nemčiji tisti dan, so zelo predstavljali javno preiskavo za en dan, ker so mi, da tisti dan bila v Nemčiji v ponedeljek, so predstavljali na torek zjutraj javno preiskavo. Tako da oni so pač iskali se še dodatne materiale. Na Mikroadi je bilo ogromno materialov. Tam so bila zaposlena miza z Janšo, je bil Hren zaposlen, Marko Hren, en velemirovnik, Bavčar je bil sodelavec zunanji, se pravi, tam so prihajali ljudje, ogromno teh, oporečnikov, tam se veliko stvari dogajalo, tiskalo, printalo, mi smo imeli računalnike, tiskalnike, mi smo bili dobro opremljeni, za neko tako, niti ne ilegalno, ampak za neko, da smo lahko producirali materiale, na računalnikih printali, pošiljali to, ali pa mi smo z mopedi, ker ni bilo še elektronske pošte, smo imeli 3 mopede, smo z mopedi vsak dan, ko je bila afera JBTZ, smo vsak dan, ta sporočila javnosti raznašali z mopedi do uredništev v Ljubljani. Ne. Kaj ste našli v arhivih, kar se tiče samega sodnega procesa proti četverici? Je tajna služba računala na odpor, ki bi ga takšen javen proces lahko sprožil med množico ljudi, tako močnega civilnega gibanja, takrat Slovenija do takrat še ni videla?
Ne, če bi oni vedeli, kaj se bo zgodilo, sigurno to ne bi šli, ker ta JBTZ jih je na nek način pokopal. Čeprav, če ne bi bilo JBTZ, bilo nekaj drugega, ker stvar je začela vret, ne, in to je samo odprl tisti pokrov, ne, bi rekel, ta aretacija, to je bilo vse že pripravljeno nekako, veste, to se je že dogajalo od Nove revije, Mladine, pisateljske ustave, dnevnih Staneta Kavčiča, razne stvari, zbiranje podpisov proti ustavi, mislim, bilo je ogromno nekih zadev, potem akcije Društva slovenskih pisateljev, ne samo Nove revije in tako naprej, razni forumi v Cankarjevem domu za bolj demokratično državo in to je kulminiralo, ne? To je bil nek detonator, ampak ta detonator je bil strašno močen, ker je Udba je seveda spremljala odzive na odbor, pa na aretacijo Janše. Vse, kar sem najdel, sem dal v knjigo, ne. Ampak oni niso več mogli na nek način reagirati z nasiljem ali pa zapiranjem ljudi, ker ni bilo več takega možnosti. Oni so hoteli še leta 1989 zapreti Bavčarja, mene, Mirana Lesjaka, Romana Leljaka, pa Melito Zajc, se pravi novinarko, ampak to so v Beogradu zahtevali, pa ni prišlo do aretacije, ker ni bilo več, bi rekel, tiste moči, da bi to naredili, ker bi to še dodatno poslabšalo režimu situacijo v Sloveniji, ne. Tako da, ampak Udba je še vedno do konca spremljala, do maja 90, ne. Ampak ni imela pa več te moči, ni bilo več zapiranja. Čeprav še vedno februarja 90 sodelovala pri umoru emigranta Enver Hadrija v Bruslu, ne. Je še vedno delovala v povezavi z zvezno in srbsko Udbo, ne. Proces proti četverici, v prvi vrsti proti Janezu Janši, politični akteri tedanjega časa, Milan Kučan, Stane Dolanc, Janez Stanovnik, vsi so zanikali, da bi karkoli o aretaciji vedeli. Oni so zanikali, da bi vedeli, da bo aretacija, oni so zanikali, da bi vedeli, da je Udba našla vojaški dokument pri Janši, preden je prišlo do aretacije, da so takrat zvedeli za ta vojaški dokument. Jaz sem zdaj pa v Beogradu našel v predsedstvu SFRJ, ki je odprto, sem najdel pogovor slovenske delegacije z predstavniki predsedstva SFRJ, delegacije so bili Kučan, Stanovnik, Marinc in Briški, na drugi strani so bili Kadijevič, Dizdarevič, Dolanc, Video Žarkovič, ne, člani predsedstva SFRJ, kjer se jasno govorijo o tem vojaškem dokumentu. Se pravi, neizpodbiten dokumentarni dokaz. Jaz sem že prej imel neke dokaze o tem, ampak zdaj sem najdel pa še čist popolnoma neizpodbiten dokaz v Beogradu, da se vse vedeli o tem vojaškem dokumentu. In jaz sem pa najdel že v Slovenskem arhivu dokument, kjer Ertl v Beogradu pravi 14. junija, da so se oni okoli aretacije Janše dogovarjali s političnim vodstvom, kdaj to narediti. Se pravi, da so vse vedeli, ne. In oni so imeli takrat konec maja konferenco z veliko mašo Zveze komunistov Jugoslavije, konferenco, kjer so se poskušali še nekaj zmeniti in niso hodili, da pride ta aretacija pred to konferenco, ker oni so sporočili vojski 20. maja, da so najdeli ta dokument. Se pravi, bi lahko aretirali Janšo že prej in Borštnarja, ne, ker je vojska takoj najdela, da je bil Borštnar tisti, ki je to dal, da je to utojil Borštnar, ampak oni so čakali, da ne bi prišlo to aretacija pred konferenco. In so naredili tako, da je bila aretacija, ko so bili še v Beogradu, tako da so bili malo oddaljeni naši politični slovenski voditelji od te aretacije in so začudeni bili v Beogradu, kaj se je v Ljubljani dogajalo, mislim. Pravite, za malo decu. Našli ste ta dokument, vse to bo objavljeno v knjigi Črno-belo. Ja, vse je objavljeno. Ja. Tistim, ki zanikajo vse, kar ste danes tukaj v tem studiu že povedali, torej, kaj jim svetujete, vzemite v roke knjigo, poglejte si sami dokumente. Meni, ne vem, jaz vedno tako rečem, ki mi nekateri očitajo, ne, zakaj te stvari, da to ni res, kar objavljam. Potem, če ni res, potem pa tožite tiste, ki so te dokumente naredili. Udbovci, ki so to sestavljali, ker vi imate pri dokumentu vedno tako, kdo je sestavil in potem podpiše šef centra, ne? Če gre za dokument, ki gre iz centra v štab Udbe v Ljubljani, ne? Večina teh udbovcev je še živih. Pa tožite njih, oni so to napisali, jaz sem to najdel v arhivu.
Mene ne morete tožiti za dokument, ki je iz arhiva. Ampak so vas pa poskušali nekajkrat tožiti. Trikrat so me skušali, ne, in vse tri tožbe sem zmagal, ker sem prinesel dokumentacijo. In potem so odstopili, sploh ni šlo, eni odstopil na naroko, eni odstopil pred narokom, ena stvar pa javni tožilec ni hotel dati naprej, ker je bilo nesmiselno. Zakaj so odstopali na narokih? Prosim? Zakaj so odstopali na narokih? Zato, ker sem prinesel toliko dokumentacije, ne. Ampak ki sem jo dobil v javnem arhivu, ne na nekem črnem trgu, da bi človek rekel, mogoče to ni verodostojno. Vsi moji dokumenti, meni se ljudje ponujajo dokumente z črnega trga, jaz jih ne maram, jaz hočem imeti dokumente iz javnega arhiva. Zdaj v vaši knjigi pišete o dezinformacijskem povezovanju Janše, Bavčarja, Pučnika, Bučarja in nemške obveščevalne službe. Nam lahko poveste kaj več o tem, na socialnih omrežjih se to širi? Bil je nek Aleksander Grnjak, ki je bil tukaj, živel v Sloveniji, pa bil predstavnik zunanji trgovinski predstavnik v državah, raznih, in on je postal sodelavec Udbe, mariborske Udbe. Pozneje pa ga je prevzel ljubljanski udbovec iz načelstva Udbe, Marko Zore, znani visoki udbovec. In ta Žan je bil dvojni agent. Se pravi, da je bil agent nemške obveščevalne in Udbe, ne? In nemška obveščevalna je mislila, da je njihov agent, Udba ga je pa izkoriščala, da je potikala Nemcem kakšne podatke, oziroma da je tle se dogajala neka obveščevalno politična dejavnost, ne, Udbe. In njemu je obveščevalec nemški, Erika, kodno ime Erika mu je dala Udba, to je bil nek Werner Ravens, ga je prosil za podatke, za podatke o Janezu Janši, to ga je prosil maja 88, malo pred aretacijo Janše. Se pravi, da je BND začel zanimati Janša kot pomembna, perspektivna politična osebnost, ne. Isto so spraševali tudi v drugih knjigah pišem za Pučnika, za Bavčarja in za Bučarja se je BND zanimala. BND se je zanimala za vse tiste oporečnike, ki so perspektivili mogoče pomembni politični predstavniki nove demokratične družbe. In Udba je potem dala temu Žanu oziroma Grnjaku nekaj osnovnih podatkov, da jih je plasiral nemški obveščevalni službi. Potem smo imeli pa 26. maja, se pravi 26. maja, 5 dni pred aretacijo Janše, v Beogradu so takrat že vedeli za ta vojaški dokument, so se sestali zvezni udbovci, slovenski udbovci in srbski udbovci. In so razmišljali, kako ta podatek, da BND se zanima za Janšo, pretvoriti v to, da Janša sodeluje z BND-jem. Se pravi, zanimanje BND-ja prevreči v sodelovanje Janša z BND-jem. In v ta namen so bili pripravljeni to žrtvovati tega sodelavca, Žana. Se pravi, verjetno, da bi Žan to kaj javno kaj rekel in bi ga s tem razkrili in bi skušali s tem dezinformacijsko potunkati Janeza Janša ali Bučar ali Pučnika ali Bavčarja. To je bila ta njihova, oni so bili mojstri dezinformacij. In to sem jaz potem v ljubljanski čarši se to večkrat širilo, da so te ljudje tudi obveščevalci ali Udbe do BND-ja ali BND-ja do naše družbe. In to sem še zadnjič nekaj videl na socialnem omrežju, obsoja Janšo, da je bil obveščevalec, celo zvezni obveščevalec, se ga zaprl, recimo. Kot ste sami rekli, ne? Kakšna norost. In to tudi širi Božidar Spasič v svoji knjigi, Lisica je spregovorila, ne? Podlasica je spregovorila, govori, da sta bila Janša in Bavčar agenta, ne? Zdaj sem že pozabil, ali Nemcev ali naših, ne? Ker je totalna neumnost oziroma dezinformacija. Kot ste sami rekli, so pa definitivno podcenili, ne, v tedanjem vojaškem vrhu efekt, ki ga bo sprožil ta proces proti četverici. Poročali so tudi iz tujine, ne, domov Udbi, kaj o procesu samem poročajo tuji mediji, konkretno angleški, ne, tudi nemški.
kakšno odmevnost je pravzaprav ta proces imel po vaše v tujini? Ta proces ima veliko odmevnost. Ne. Sicer zdaj, kolikor je te dokumentacije, je pač ni celotna, ampak jaz vem iz takrat, ko smo bili v vodstvu odbora, da je bilo ogromno zanimanja tujih novinarjev za JBTZ in za odbor. Več kot ga lahko najdemo v udbovskih dokumentih, ki so pač za ta obdobje predvsej uničeni. Ne. Ampak kaj je zdaj zanimivo? Ne? Zakaj so Janšo in Borštnerja aretirali? Ne? Zakaj? Oni, če so prišli do tega, da je Borštner odtujil te dokumentacije, bi mogli Borštnerja spremljati. Ne? In mu kaj podtikati in tako naprej. Ne? Ker če ti najdeš nekega agenta, ga ne preganjaš, večinoma ne, ga pustiš in ga spremljaš in mu podtikaš kakšne stvari. Ne? Tako ponovadi delajo tajne službe. Tako da to je bila čisto neko maščevanje vojske do Janeza Janše. Drugače, strokovnega vidika bilo bolj, da bi Borštnerja spremljali in mu potikali kakšne stvari in bi s tem pač navajali to našo opozicijo na napačna pota. Ne glede na odbor za človekove pravice, vseeno so potem šli v dokončen obračun z Janšo pomladi, poleti 1989, odpeljali so ga na prestajanje kazni na Dob. Zakaj so šli že tako pozno, že tako blizu samoosamosvojitve, ob ljudski ustaji, kljub vsemu tako daleč? Da smo mi kot odbor gigantska prizadevanja imeli, da bi te fante takrat, ne, Janšo, Borštnerja, Tastičen zavarovali, ker je bila sodba vojaškega sodišča, je bila, ne, julija 88, potem smo se do 5. maja 89 borili, da ne bi šli v zapor. Ne. Ampak na nek način je mogla partija to izvršiti, ali pa režim na slovenski je mogel, ker je imel sodbo vojaškega sodišča, se je pač odločil, da bo to storil in so Janšo odpeljali 5. maja na Dob. In v tem imam poročilo, ki ga je kako je bilo to za njih pomembno, da se je to zgodilo, ker je Ivan Eržen, šef slovenske udbe, 5. maja takoj sporočil v Beograd na zvezno udbo, prijeli smo Janeza Janšo odpeljali na Dob, ne, da so povedali jugoslovanskemu vodstvu, da so oni še vedno na tem, da branijo ta režim in to vojsko, ne, in tako naprej. Kasneje, ko je bil Janša že izpuščen, ste obiskali skupaj z Bavčarjem, Korziko, ameriški obveščevalni oziroma informativni center. Ja. Njega so zelo močno spremljali pod kodnim imenom Tapeta, pa Mlin, pa Sončneža, 3 kodna imena imel v teku let spremljanja. Oni so kodna imena menjavali zato, da si teže ugotovil, če bi prišlo do vdora, zakaj gre, ne, pri teh kodnih imenih. Ne. Recimo, to so 3krat spremenili kodno ime spremljanje tega ameriškega informacijskega centra. Mi smo šli enostavno zato, ker smo pač hoteli to Ameriko, ne, in smo hoteli neko pomoč od te šefice tega centra in nam je to obljubila, do te poti sicer ni prišlo, ne. Ampak mi smo pač skušali preko nje priti do nekih, da ne bi imeli težav z vizumi, da bi nam dala neke kontakte v Združenih državah, čisto iz enega takega praktičnega razloga. Pravite, da zadnji dokument udbe, ki ste ga našli na temu Janeza Janše, je iz aprila 1990. Ja, ampak je samo bežno omenjen. Ne? To je dokument, kjer udba spremlja delovanje Vinka Levstika, kodno zalezovanega kot hotelir. On je bil en glavnih emigrantov, ki ga je udba spremljala. Ona ga je tudi imela za vojnega zločinca. Potem je on v samostojni Sloveniji dokazal na sodišču svojo nedolžnost, ne, tako da ta domneva vojnega zločinstva pri Vinku Levstiku kodno zalezovanju kot hotelir ni zdržala. In tam noter se omenja pač pri njegovem delovanju, mislim, da je on imel nekaj telefonski stik z Ruplom in Janšo, ne, se to omenja v tem zadnjem dokumentu, ki je zelo pozen, ne, se pravi iz aprila 90. Ne. Ja. Zdaj smo na strani 134 v vaši knjigi. Govorijo po naslednjem citatu. Iz sojenja je napravil velik politični kapital, o sebi je ustvaril drugačen imič, saj je skupaj z Igorjem Omerzo, torej vami, in Igorjem Bavčarjem sestavljal skupino, ki smo mi takrat v bolševičkem žargonu rekli meščanska desnica v Sloveniji.
dominirala pa je pri njih nacionalistična usmeritev in nedvomna opredelitev za samostojno Slovenijo. To je kar dobra. To je povedal leta 1993 za Dugo, bivši glavni kosovski zasliševalec Aleksandar Vasiljević v procesu JBTZ, Aleksandar Vasiljević Aca. On je bil pozneje celo šef, načelnik jugoslovanskega kosa, on je pozneje celo v teh znotraj frakcijskih prepirih, znotraj Srbije, JLA, propada in tako naprej, bil celo 3-krat več v priporu, kot je bil Janša, ne, in Borštner in Tasić in Zavrl, ne. Zanimiva osebnost, še danes se pojavlja, ga gledam na teh raznih videih, ko razlaga določene te obveščevalne zadeve. No, on je to rekel in moram reči, da se s tem, da je to kar pravilno zadev, da smo se mi takrat že začeli zelo intenzivno ukvarjati z mislijo na ne samo na demokratizacijo Slovenije, ampak tudi z osamosvojitvijo Slovenije. Osamosvojitelji, o katerih pišete in jih raziskujete, večina od njih je vsaj na začetku, takoj v 90-ih, unovčila svoj političen kapital. Ste to pričakovali takrat, da je to mogoče? Čeprav tako moram reči, da od vseh osamosvojiteljev danes je v bistvu neko dolgo politično kariero, predvsem Janez Janša, pa delno tudi Lojze Peterle, Drugače pa večina... Ostali so šli v poslovne vode, Igor Bavčar, Bučar pa Pučnik sta umrla. Igor Bavčar je izstopil iz politike, Marjan Podobnik prav tako. Poslovne vode, Janez Podobnik, Marjan Podobnik, Janez se sicer pojavil na nekih političnih kombinacijah, tudi Marjan se je na prejšnjih volitvah. Predvsem Lojze Peterle se še pojavlja zelo angažiran v teh, se mi zdi, povezovanju Nove Slovenije in Ljudske stranke in pa seveda kot predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Sigurno pa ima Janez Janša kot zelo pomemben operativni, ne samo idejni, tudi predvsem operativni osamosvojitelj, ima pa od takrat naprej izjemno vlogo v političnem življenju. To je vprašanje, kaj je pri Janezu Janši, o katerem zdaj pišete knjigo, drugače, da je njegov političen kapital še danes tako močan? On je rojen za politiko, tako bi človek rekel. Jaz sem z njim par let so bila nerazdružna, ker sva skupaj delala v podjetju, ampak on je pač rojen za politiko, da tako rečem. Jaz recimo nisem, Mene politika je zanimala samo kot zaradi osamosvajanja. Zato sem šel potem na SDK, da smo ločili plačilni promet od jugoslovanskega, pa da smo nehali plačevati davke v zajedni proračun. Drugače pa mene sama politika ni preveč privlačevala. Vse to pogovori, druženje z ljudmi, neskončni sestanki, vikendi, vse je podrejeno politiki. Moraš biti človek za to. Jaz mislim, da je on tako politično bitje, da zdrži teh 30 ali koliko zdaj že let. V bistvu on politično deluje ali pa družbeno zelo angažiran že od leta 1983. Vi se ga spominjate že z Mikroade. A ga je ta proces JBTZ, proces osamosvajanja naredil v politično tako odporno figuro, kot je danes? Jaz moram reči, da to je neverjetno. Koliko je on imel teh sodnih sporov, političnih spopadov. Jaz ne vem, to je, da moraš biti jeklene volje in vztrajnosti, da se s tem ukvarjaš in da to zdržiš in da zgledaš zelo zdrav, da tako rečem. Kaj mislite, kaj je glavni razlog, da se je potem relativno hitro po osamosvojitvi začel ta politično, tudi medijski obračun? Afera Depala vas, vse, kar je temu sledilo, je šlo za nadaljevanje tega maščevanja zaradi Janševe vloge v procesu osamosvajanja, za mer režima, ki je pač preoblekel svoje cunje in bivši šef partije je pač nadaljeval kot predsednik države, je šlo po vaše za to, ali preprosto za njegovo politično moč, političen kapital kot osamosvojitelja, da bi utegnil biti politično premočan, pa so ga želeli samo zaradi tega odstraniti? Prvič je to političen spopad med dvema poloma, da tako rečem. In je to logično, da v tem političnem spopadu se več ali manj ne izbira sredstev,
hvala Bogu, da smo v demokratični družbi, da nasilna sredstva niso dovoljena. Druga stvar pa je to, kar se pa zelo v zadnjem obdobju tiče, recimo te Golobove vlade, da so šli pa oni atakirati na osamosvojitev zato, da bi zmanjšali politično vlogo Janeza Janše ali pa politično moč Janeza, ki gradi svojo politično program na osamosvajanju Slovenije, da je to temelj, iz katerega mora vse izhajati. Ne? In on je te, ki so pa zdaj na oblasti, pa tega temelja nimajo. Zato so oni šli po moje, ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, so šli v poveličevanje posthumno proti osamosvojitelja, velikana slovenske proti osamosvojitve in velikana slovenske udbe Janeza Zemljariča, so ukinili dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, celo so ukinili demografski urad, ne, ki je zelo pomemben za prihodnost te države in ki ga ta politika, kot ga je vodi Janšo, zelo podpira. Se pravi, vse je bilo narejeno tako, da bi osamosvojitev, čeprav oni prisegajo na osamosvojitev, hkrati pa tega političnega akterja, ki še je zelo močen s te osamosvojitve, skuša zminimizirati s tem, kar sem doslej povedal. Ne. Kar je zanimivo, ne, da obenem Janezu Janši očitajo, da je desnica njegov ujetnik, da zaradi njega desnica ni sposobna dobiti volitev. Ne. Po drugi strani pa ga ves čas pospešeno pošiljajo v penzijo, ne, kot da se ga želijo čim prej znebiti, ne, kar sta pa dve diametralno nasprotni zadevi. Kako vi vidite? Dobro, jaz mislim, da bo šel v penzijo takrat, ko se sam odločil. Ne. Glede na to, da ga poznam kot zelo trmastega človeka, ne verjamem, da bo na zunanje pritisk odšel v penzijo. Ne. In tudi, kot zdaj gledam njegovo delovanje, mislim, da resno razmišlja o tem, da bi seveda še naprej deloval v politiki, ne, na ključnih položajih. Ne. Tako da kaj se bo zgodilo, ne vem. Na te volitve gre še vedno s polno močjo, ne, da tako rečem. Ne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne. Zame je pomembno, jaz podpiram tiste stranke, jaz se spoznam na zdravstveno reformo, pa na nekatere reforme, ne, in se s tem niti ne ukvarjam. Ampak zame je pomembno odnos do osamosvojitve. In podpiram tisto stranko, ki ima zame pravilen odnos do osamosvojitve. In tle vidim to Janševo stranko in Janše osebno, ne, da ščiti te kovine, ne, osamosvajanja. Nekdo, ki je odraščal v samostojni Sloveniji, ne, ki se je začel šolati v samostojni Sloveniji, lahko povem, da smo že v osnovni šoli pri zgodovinskih učbenikih ne osamosvojitveno temo spuščali oziroma zanjo ni ostalo časa. Ne. Malo se o tem obdobju dejansko še danes mladi učijo, nimamo osamosvojitvenih filmov. Ne. Imate vi občutek, ki ste o tem toliko napisal, da se namenoma poskuša skozi vsa ta letja zmanjšati vlogo osamosvojiteljev in same slovenske osamosvojitve, ne, tudi z nekimi političnimi interpretacijami, ki prihajajo iz leve in sicer dobro smo jo odnesli. Ne. Kučan se je izpogajal v Beogradu, da nas mogočna armada ni napadla. Videli smo, kaj je bilo potem na Hrvaškem in v Bosni in koliko let je trajalo, ter kako krvavo je bilo. Glejte, zdaj lahko gremo v ne vem kakšne kombinacije, ampak dejstvo je, da se je Slovenija osamosvojila in dejstvo je, da recimo nastanek muzeja slovenske osamosvojitve nima veze z levo ali desno politiko. Ne. Vse bi oni, ki so zdaj prišli, ne, bi lahko postavili svoj svet muzeja, pa svoj program. Ne. Ampak oni so šli simbolno uničiti muzej slovenske osamosvojitve. A je kakšna država v človeški zgodovini, ki bi uničila muzej svoje ustanovitve? Se to je, ker kaj je problem? Češ, da ni bilo strokovnega posveta, je bil očitek. Ne? Mislim, to je tako simbolno dejanje, grozljivo, ne? To se ne da popraviti. Jaz sem zdaj predlagal Golobu v enem tvitu, ne se upravič pred volitvam, ne spostav muzej slovenske osamosvojitve. On govori o enotnosti, hkrati pa dela razkol. Kakšna enotnost, če ti ukineš, to je tak madež, ki se ga ne da, zame je to neizbrisljivo. In to bo mogel, če prije neka vlada normalna, glede na to osamosvojitvene naše temelje, potem upam, da bo takoj vzpostavila nazaj muzej slovenske osamosvojitve. Ampak škoda je bila narejena, ne?
In jaz sem bil, ko sem to slišal, to ukinitev, sem bil zgrožen. Zdaj lahko oni razlagajo, ne vem, kakšne razloge strokovne za to. To je bilo politično dejanje. Gospod Omerza, so že skoraj pri koncu debate. Morda takole za konec. Zakaj bi to knjigo priporočili našim gledalkam in gledalcem? Kaj novega še bodo v tej knjigi izvedeli? Zakaj se jo splača po vaše prebrati? Ta knjiga ima ogromno novih dokumentov, prinaša. Tudi nekaj starih že sem uporabil, zato ker sem mogel narediti celoto, nisem mogel nekatere stvari, ki sem že napisal, izpustiti. Ker samo s celoto se, čim bolj je stvar celovita, bolj se približamo resnici, ki se je dogajala. Zakaj je ta knjiga, zakaj je sploh ta serija zame pomembna? A bo pa pomembna tudi za širše občinstvo? Zato, ker pokaže na korene naše idejne in operativne osamosvojitve. Ne samo to, kako je UDBA to spremljala. Skozi spremljanje UDBE vidimo tudi, kako so se stvari dogajale. Kdo je bil za, kdo je bil proti, kaj je bil problem za stari režim v procesu osamosvajanja, idejnega in operativnega. Franc Jeza, separatist, ki je umrl leta 1983, nima zveze z operativno osamosvojitvijo. Ampak njega se hotel ugrabiti zaradi tega, ker je govoril on je že v zamejstvu, pa mu niso uspeli, ne. So ga hoteli ugrabiti. Janeza Topliška, ki je danes neznan v Sloveniji, ki je prišel edini emigrant, ki je z orožjem, propagandnim materialom prišel v Slovenijo, so ga ujeli, je umrl, so ga ubili v zaporu, ne. On je dal svoje življenje za samostojno in demokratično Slovenijo. To bi rad, da bi preko teh velikanov slovenske osamosvojitve tudi tisti, ki to berejo, tisti, ki že vedo, pa tisti, ki manj vedo ali pa mladi, lahko ugotovili, kakšno je bilo to vrenje pravzaprav od spodaj, ne, in kako je to UDBA spremljala in kako se je to potem dejansko čudežno razpletlo v neverjeten dogodek, osamosvojitev slovenske, da je prišlo do samostojne slovenske države. Ki v resnici ni bil tako samoumeven. Ne, gospod Igor Omerza, hvala za obisk na Domovini, hvala za vaše izčrpne informacije in seveda želimo vam uspešno, srečno novo leto 2026 in čim več dobrih knjig. Hvala enako. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Kot že rečeno, v novem letu 2026 čim več dobrih prebranih knjig, začenši z novo knjigo Igorja Omerze, sicer pa čim več osebnih zmag. Se vidimo v prihodnjem letu.